Novomeški Kandijski most je bil minulo nedeljo znova prizorišče atraktivnega tekmovanja že tradicionalnih skokov v Krko. Na že 12. tekmovanju je z višine 12 metrov skakalo 12 pogumnih skakalcev tako iz Slovenije kot tudi tujine. Ja ovdje dolazim već više od 10 godina i uvijek nam je ovdje lepo, uvijek se lepo provedemo. Nama je najvažnije da je sve bezbedno, varno, jel se tako kaže, da se niko nije povredio, da se takmičenje završi kako treba, na bezbedan način i uvijek vrlo rado dođemo ponovo, svake godine dođemo. Vrhunsko, drugače všeč mi je ta višina mostu, je več kot 10 metrov, ampak ni pa spet nekih 15-17, kar je že bolj strašno, teh 13 je zelo prijetna višina. Odlično, zadovoljan sam, dolazim već nekoliko godina unazad, atmosfera je odlična, publika je odlična i mjesto za skakanje je odlično. Stvarno sam oba skoka skočio na nivou više nego prosječnom, tako da stvarno sam zadovoljan. Pavlović je peterico sodnikov najbolj prepričal v kar dveh kategorijah, skoku na noge in lastovki. S obzirom da je ovo početak sezone skokova u vodu, mi tamo u Kragujevcu, odakle smo mi nemamo zimi uslove za trening, imamo samo leti. Ovog leta su kod nas bazeni otvoreni malo kasnije i onda smo vrlo malo trenirali, tako da moglo je da prođe bolje, ali opet smo zadovoljni. Pri skoku na noge je drugo mesto zasedel Slovenec Aleš Karničnik. Super je bilo, no. Lepo vreme, vroče, voda topla, mogoče bi si želel malo bolj hladne, no, da se malo osvežim, ampak vroče pa super. Pri figurativnih skokih je zmago slavil danec Frederik Dalgard, edina tekmovalka, Slovenka Pia Ban, pa je osvojila odlično drugo mesto. Pri drugem figurativnem skoku je uspešno izvedla skok, ki ga je že dolgo vadila. Yep. Yeah! Občutki so vrhunski, zato ker to je skok, ki sem ga vadila že od decembra na suhem, torej v telovadnici. Dvakrat sem ga naredila v Amsterdamu, enkrat marca, sicer z 10 metrov, tako da je bilo v bistvu prvič, da sem ga šla iz višjega in sem ful zadovoljna, kako je šlo. Za kakšen skok je pravzaprav šlo? To je trojni salto naprej, skrčen, ki se zaključi s pol obrata, torej temu zaključku v skokih v vodo rečemo barani. Kar pomeni, da v bistvu skakalec gleda vodo in se obrne za pol obrata s tem, da ima pač nadzor nad svojim pristankom. Z njo so se veselili tudi preostali skakalci, še posebej dvojica, ki je na mostu še čakala na svoj skok. Smo že včeraj tekmovali skupaj v Mariboru in sem zelo vesela za njuno podporo, ker sta pač res verjela vame in mi pomagala. Skakalci so tudi nasploh med seboj izjemno kolegijalni. To smo pač prijatelji med sabo, ne, bom rekel, že smo povezani potem, ko vsak pozna, bom rekel, položaj, ko si na vrhu skakalnice, ne, in potem se, bom rekel, povežemo takoj, bom rekel. Ne. Kolegijalnost u ekstremnim sportovima je mnogo. Kada vidimo da je neko bezbedno završio skok, onda smo svi srećni zbog njega. So pa skoki v vodo z takšnih višin zahtevni in niso zaman označeni kot ekstremen šport, kar so potrdili tudi naši sogovorniki. Treba je biti dobro fizično pripravljen vedno, ker voda je iz take višine kar agresivna na telo. Je pa pač treba, najbolj je pomembno, da si z glavo tam, da veš kaj delaš, da vidiš vodo in se uravnaš na koncu. Mora puno da se trenira, mora puno da se vežba. Ne bi preporučio ljudima koji nisu skakački, da ne poznaju skokove, da skaču sami na svoju odgovornost, nego da ipak imaju malo znanja tokom skoka. Med sodniki na tekmovanju je bil znova tudi novomeški podžupan Urban Kramar. Pred leti so me povabili, da tudi kot sodnik sodelujem, malo športnega ozadja imam, imam pa tudi že zelo izkušeno ekipo sodnikov, ki me malo usmerjajo in s katerimi debatiramo o izvedbi posameznih tekmovalcev in verjamem, da relativno dobro opravljamo svoje delo. Največ skakalcev je tekmovalo v kategoriji skok na noge, zato nas je zanimalo, kaj je pri tem tipu skoka tisto, na kar so sodniki najbolj pozorni. Gotovo sprejemamo se prav odskok, da se nekdo ne spusti samo iz odskočne odskok, potem faza leta, kjer naj bi bil čim bolj meren in potem tudi pač raven pristanek v vodo
Tako da to so nekako 3 glavne usmeritve. Tako na Kandijskem mostu in obrežju reke Krke, kot tudi na sami Krki gledalcev ni manjkalo. Med premori so za spektakel poskrbeli tudi kolesarji iz športnega društva Zverinice, ki so ob izvedbi zanimivih trikov s kolesi pristajali kar v vodi. Predvsem veseli to, da je obrežje Krke polno, da je veliko občanov in ostalih obiskovalcev prišlo s supi, s čolni, da jih je veliko na mostu in seveda, da spremljamo atraktivno tekmovanje, tako ta del, ko skačejo iz mostu, kot tisti del, ki ga popestrijo kolesari s svojimi vragolijami. Tako da res lepa tradicija in atraktivno poletno popoldne v Novem mestu. Odkar so ga premaknili na termin v prvi polovici julija, je tudi vreme do dogodka bolj prijazno, je še dodal.